Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V današnji epizodi je moj gost Damjan Ahčin, direktor revizije v podjetju PVC Slovenija. Pogovarjala bova se o njegovi karierni poti in reviziji. Nekaj besed pa bova tudi rekla v okviru ESG in direktivi CSRD. Vabim vas, da nama prisluhnete. Damjan, živijo. Lepo zdrav, Filip. Me veseli, da si se oglasil na naš podcast. Pa me najprej čisto po štartu zanima, kako si? Super, najlepša hvala za povabilo. Res prijetno presenečenje, na katerega sem se z veseljem odzval. Zdaj pa, če sprašuješ po trenutnih občutkih, so pa malo mešani. Na eni strani prijetna nervoza, spoštovanje do podcasta, ki ga ravnokar delava. Potem v nadaljevanju malo negotovosti povezani z jutranjim incidentom. Mogoče zgodbica za dobro jutro, se odpravljam zjutraj v službo, pridem do avtomobila, se pač odložim delovne rekvizite pa plašč v avto, odložim telefon na streho, se odpeljem, pridem do avtoceste, je bil nek pok, pogledamo okrog sebe, vsi smo se normalno naprej peljali, tako malo zanimiva situacija. Pridem v pisarno, začnem iskati telefona ni. Sem rekel, dobro, ziher sem ga doma pozabil, ni, kličem domov, telefona ni. Potem pa me ena sodelavka vpraša, ti, kako pa je pravzaprav to bilo? Verjetno, če si ga na strehi pozabil, nekaj počela, ne? Pa en se pol tisti film za nazaj odvrti, pa pravzaprav, sredi avtoceste tako nekaj počel, sem se spraševal po tem incidentu. Skratka, pol sem začel povezati A plus B je C, se pravi, sem brez telefona, kar ima pa tudi svojo pozitivno stran in to je pravzaprav, danes sem bil res učinkovit v službi, nisem imel nobenih motečih faktorjev. Ampak druga stran pa te noben ne more poklicati. Hvala Bogu, da smo bili prej zmenjeni, da se dobimo. Tako. Vsake stvari pravzaprav poskušaš res maksimalno pozitiven output odnesno, to je tudi nekako moto mojega življenja. In v tej situaciji sta vsaj zdaj 2-3 dni bom sigurno bolj učinkovit, nam imamo motečih dejavnikov okrog sebe. V končni fazi bom dobil verjetno nov telefon, se pravi še malo ta sustainability aspekt, v katerem se verjetno malo kasneje tudi pogovarjala. Pa seveda danes je pa pravzaprav tudi ta, da so ljudje oziroma so tudi situacije, na kateri bi se rad odzval, pa se v tem trenutku ne moremo odzvati. Res je, ampak če potegnemo črto, še dobro, da je vse steklo. Mi da smo Vse tukaj. dobro, tako, mi da smo tukaj. Pa dejva, ko smo ravno tukaj, smo na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, zdaj ponavadi nekako vedno naredimo en tak mehek uvod potem na resnejše teme, je, da najprej gost pove, zakaj v bistvu se je sploh odločil za študij na Ekonomski fakulteti, kaj je mogoče tisto, kar te je prepričalo, da se samo vpišeš in pa v bistvu kako si se imel, ko si tukaj študiral. Zdaj, če začnem na koncu, imel sem se super. Ekonomska fakulteta je bila res tista prava odločitev in pa pravzaprav Ekonomska fakulteta je bila neka prelomnica v moji, predvsem karierni poti. Zdaj, če se pa vrnem na začetku vprašanja, da sem pa prišel na Ekonomsko fakulteto, pa ni bilo tako enostavno oziroma enoznačno. In sicer res sem še tista generacija, ko smo se dijaki v srednjih šolah konec drugega letnika morali odločiti med zaključnim izpitom oziroma maturo. Pa glede na to, da so to pač tista leta okrog 16, ko smo vsi malo uporniki, pa sem seveda iskal tisto najlažjo pot do cilja, sem se odločil za zaključni izpit. Ko sem končal srednjo šolo, je bil seveda logični naslednji korak, glede na to, da sem iz okolice Kranja oziroma Tržiča, Kranjska Sorbona, z vsem spoštovanjem, kjer sem nadaljeval z visokošolskim programom. In že tekom študija pravzaprav na tej fakulteti za organizacijske vede sem ugotovil, da pa mogoče ta izobrazba vseglih ne bo čisto dovolj za moje karierne ambicije. In to se je potem tudi izkazalo, dejansko, ko sem začel vstopati na trg delovne sile. Takrat je bila situacija mogoče malo drugačna, kakor je danes. Takrat se nas je prijavljalo več kot 100 kandidatov za eno prosto delovno mesto. Se je potrdila ta teza. Dejansko moj življenjepis v tistem trenutku ni bil konkurenčen, imel sem končano visokošolsko izobrazbo in kljub temu, da sem celoten študij delal, včasih tudi 2 službi naenkrat, te delovne izkušnje niso pravzaprav pripomogle k nekemu uspešnemu razpisu, kjer bi se potem lahko karierno vzpenjal. Zgolj po slučaju sem pridobil oziroma sem nekje potem zasledil informacijo, da pa Ekonomska fakulteta izvaja tudi podiplomski študij
In sicer za diplomante visokošolskih programov, kjer matura predhodno ni bila obvezna. To je bil podiplomski specialistični študij menedžmenta. In to priliko sem pravzaprav zagrabil z obema rokama. V tistem trenutku je bil študij plačljiv. Se spomnim, sem mogel prodati svoj prvi avto, da sem se ga plačal. Vendar danes, gledam nazaj, je bilo to ena izmed najboljših odločitev, ki sem jo sprejel. Ok, zdaj si kar ene velik povedal, pa me najprej bolj zanima začetek. Rekel ti, da si ravno ta najstniška leta, puberteta je na polno kiknila in v bistvu me zanima, rekel si, da si izbral zaradi tega zaključni izpit, ampak ambicije, kaj pa nekoč želiš delati, si jih pa že imel postavljene, oziroma da si vedel neko svojo karierno pot, kaj želiš doseči. Moja karierna pot, pravzaprav, kaj si želim doseči, se je začela nekako oblikovati, kot sem že rekel, tekom trajanja fakultete sem delal, sem pravzaprav hodil v službo oziroma sem delal v nekem študentskem servisu, kjer smo se imeli profino. Jaz sem imel tisto svojo plačo, domov sem hodil spočiti z nekimi prijetnimi vtisi tistega delovnega dne. Že takrat se mi je pa dozdelo, da to ni mogoče to, kar bi počel celo življenje. Da rabim nek driver oziroma nekaj več. Karierni drive v tistem trenutku pravzaprav se je pokazal pravzaprav kot nekaj, kar bi me v življenju dodatno izpopolnjevalo in česa si pravzaprav želim. In kot sem prej rekel, ko sem končal dodiplomski študij, se mi je zdelo, da so te moje ambicije relativno omejene. In je bila ravno priložnost, ko na ekonomski fakulteti, ko sem imel možnost pravzaprav obiskovati svoj prvi podiplomski študij, prvi korak v pravo smer. Zdaj pa jaz sem malo, ko sem te malo za informacije zbiral, sem te malo preveril seveda na LinkedInu, pa sem videl tvoje dolgoletne izkušnje oziroma kar bogata kariera iz vidika revizije. Pa bi zdaj, ker bo to najina danes tudi glavna tematika, se pravi revizija in pa potem tudi, se pravi, direktive, okviri, zakoni, v bistvu me zanima, če ima čisto na splošno, se pravi, ta pogovor naj bojo poslušali tako študenti prvega letnika do diplomca, pa vse do naših alumnov, da najprej čisto tak širok okvir rečeva, kaj je revizija, kaj revizor počne in pa zakaj je revizija sploh pomembna. Ja, revizija je za mene poslanstvo. Revizija je pravzaprav poklic, kjer revizorji v nekem zelo omejenem času neodvisno preverimo informacije, transakcije, ki so se dogajale v revidiranem subjektu v obdobju trajanja enega leta. Družbe so skladno z zakonodajo dolžne enkrat letno pripraviti svoje letno poročilo in to letno poročilo pravzaprav zrcali vse dnevne dogodke, vse poslovne transakcije, ki so se ta dan zgodile v obdobju enega leta, pravzaprav v nek dokument, ki se mu reče letno poročilo. Naša naloga je, da neodvisno preverimo, a te informacije, te navedbe v letnem poročilu držijo, so točne in niso zavajajoče. To letno poročilo uporablja širok krog deležnikov in ti deležniki so na eni strani zaposleni, se pravi, zaposlen ima pravico vedeti, pri kakšnem delodajalcu dela, kakšna je njegova finančna situacija, koliko je varna njegova služba. Potem drug sklop, pomemben sklop deležnikov so na primer lahko tudi banke oziroma finančne inštitucije, ki skrbijo za likvidnost oziroma za zagotavljanje virov za prihodnjo rast in pa razvoj tega podjetja. Potem seveda, če se govori o kotirajoči družbi, delničarji podjetja, in pa v končni fazi tudi okolica, kjer podjetje posluje. Skratka, ta nabor teh deležnikov je zelo širok in naša naloga je, da neodvisno preverimo te informacije, na podlagi katerih se deležniki odločajo in sprejemajo določene poslovne odločitve, ali so točne in pravilne in tako pomagamo tem deležnikom pri pravih odločitvah. Zdaj, ful mi je bilo všeč, ko si rekel, da je to zate ni poklic, ampak poslanstvo, pa me zanima, kako si ugotovil najprej ti prvi koraki, ko si vstopil na trg dela, pa zdaj v segment revizije, ne? A si to že takrat tako čutil, a si to začutil na svoji poti, oziroma kako je prišlo do tega? To me zanima, čista začetna slika. Zdaj, če sem čisto iskren, ko sem prvič, pravzaprav, ko sem se prijavil
na razpis revizora v eni izmed Big Four firm oziroma velikih 4 družb. Nisem čisto točno vedel, kaj delajo revizorji. Revizorje sem jih vedno nekako videl kot gospode v nekih črnih oblikah, po možnosti s kravato, kateri uživajo ugled v družbi in upravljajo neko pomembno družbo, saj ti, ko pridejo v družbo, pravzaprav se družba odgovarja in prilagaja njihovim potrebam. Ne? Kaj točno kaj sama revizija pomeni in kako poteka to delo, tega iskreno nisem poznal. Ne? To, da sem stopil malo v negotovost, se mi je zdela pa ta osnovna informacija zadostni razlog, no, da probam oziroma da preverjam, a mi je to področje, ki me interesira ali ne. Jaz sem bil potem, ko sem že zaključil podiplomski študij na Ekonomski fakulteti, priložnost in sem dobil možnost pravzaprav zaposliti pri eni izmed teh velikih 4 družb in sem revizijo spoznal kar nekaj časa. Ne. Zelo zmotno je, in to mogoče tudi moja informacija mlajšim kolegom, da dobimo občutek, da vemo, kaj je revizija že po letu ali 2 dela v samem revizijskem timu, oziroma zelo me žalosti, ko kolegi, ki probajo oziroma ki iščejo kariero v našem Segmentu, okolju, segmentu, in ugotovijo, da ta segment oziroma ta služba ni za njih, kot razlog navajajo, da pravzaprav zdaj smo pa probali, zdaj pa vemo, kaj je revizija, pa to ni zame. To je bistveno prekratko področje, da ti pravzaprav lahko ugotoviš, a to je služba ali ne zate. Jaz sem rabil kar nekaj časa, no, da sem prišel do spoznanja, da je to dejansko poslanstvo, da je to služba, ki mi resnično veseli, kajti, pa bom rekel, obdobje 3 do 4 let je obdobje intenzivnega učenja. Zdaj je stvar posameznika seveda, koliko je pripravljen investirati v to učenje, ampak dejansko, ko začneš na področje revizije in ko prideš v fakultete, sicer fakulteta ti da nek širok nabor nekih znanj in nekih informacij, ki si jih predhodno mogel skozi izpite validirati, ampak dejansko, ko začneš opravljati to delo, pravzaprav ugotoviš, koliko malo poznaš. Ne? Kajti kot revizor moraš na eni strani zelo dobro poznati relevantno zakonodajo, na drugi strani moraš zelo dobro poznati standarde računovodskega poročanja. V Sloveniji lahko družbe izbirajo med 2 okvirjema, to so mednarodni standardi računovodskega poročanja ali lokalni slovenski računovodski standardi. Potem moraš spoznati specifike poslovanja posamezne branže oziroma segmenta. Tako na področju zavarovalništva veljajo popolnoma druge zakonitosti kot v bančništvu oziroma v gospodarstvu. Potem tudi gospodarstvo lahko delimo na trgovsko dejavnost, lahko ga delimo potem na proizvodno dejavnost, da ne omenjam javnega sektorja. In ti kot revizor pravzaprav moraš poznati vsa te segmente, vsaj tako dobro kot poslovodstvo oziroma včasih še celo boljš, da lahko opraviš to svojo nalogo. Ne? In zato je res na začetku pomembno oziroma najpomembnejša faza je tista faza učenja, da dobivaš ti potrebne informacije, da dobivaš pravzaprav ta znanja, da lahko začneš upravičevati naziv biti revizor. Jaz ves čas mojim mlajšim kolegom pravim, da PwC oziroma PricewaterhouseCoopers, mi smo kot neka velika knjižnica. Ne? Dejansko imamo na voljo vse znanje tega sveta, vse izkušnje tega sveta, od velikih do manjših caseov, zdaj samo stvar posameznika, ali si bo dovolj vstopiti v to knjižnico, pa koliko bo bil radoveden noter. Ker dejansko vse ostalo je tam, vse samo stvar posameznika, da si to vzameš in da se dovoliš pravzaprav to znanje absorbirati in ga potem kasneje zrcaliti pravzaprav to svoje delo v same reviziji. Zdaj si kar tak res velik splošen okvir povedal, pa tudi mislil sem drugače vprašati, sam si izpostavil zdaj to napako, ne, da je zmotno prepričanje oziroma mišljenje, da se pravi kandidati oziroma zaposleni prehitro odidejo iz tega segmenta. Sam si zdaj že izpostavil, da je pač nekje 3 do 4 leta taka primerna doba, da res izkusiš, kaj v bistvu revizija pomeni. Pa me zanima mogoče še kakšno takšno zmotno mišljenje, ki je recimo prisotno med generacijami, med mladimi, recimo zdaj, kaj počne revizor, ker sam opažam, pa to sem tudi mislil govoriti danes,
veliko ponudb je za delo revizije, revizorja, ravno teh velikih 4 podjetij. Pa zdaj ne vem, ali je to v bistvu, ker je se veča obseg oziroma potrebe po revizorjih, ali v bistvu, ker je premalo povpraševanja po teh delovnih mestih. In me zanima tvoj vidik, no, kaj je še mogoče takšna kakšna napaka, zmotno mišljenje. Ja, zdaj, če se dotaknemo teh zmotnih mišljenj, prvo zmotno mišljenje je to, da revizorji nismo inšpektorji. Oziroma naša naloga ni, da pridemo v neko organizacijo, odkrivamo napake, potem kaznujemo organizacije, ki napačno poročajo, oziroma jih kakorkoli diskreditiramo v primerjavi z samo konkurenco. Naša naloga je pravzaprav, da v teh računovodskih izkazih izražimo svoje mnenje, in sicer ali so računovodski izkazi resnična in poštena slika, potem je pa sodba na strani deležnikov, ki so uporabniki teh računovodskih izkazov. To je prva takšna zmotna pozicija, da smo neke vrste inšpektorji oziroma neki nadzorniki. Ni to naša naloga. Potem, če se probam preleviti oziroma postaviti na drugo stran, na stran klientov. Klienti zelo pogosto zamenjujejo vlogo revizorja z vlogo svetovalca oziroma njihovega suporta. Naša naloga kot revizorja žal ni, da strankam povemo, svetujemo ali v njihovem imenu pripravljamo letna poročila, transakcije, knjiženje transakcij. Kajti, če bi to delali, bi ogrožali naše osnovno poslanstvo, to je neodvisnost. Kajti, če ti nekaj poveš, kako se naredi, potem to zelo težko preveriš, da drži. Skratka, to je tudi druga in stranke imajo pogosto pravzaprav tukaj razumeti, da žal mi pri teh zadevah lahko zelo omejeno pomagamo, če sploh. Je pa res, da pri vsej tej konkurenčnosti, kar opažam nekako na trgu, je to, da so ravno te štabne funkcije, kot so računovodstvo in podobno, prve na udaru, ko je potrebno varčevati oziroma ko se išče neke rezerve in se potem ne vlaga v njihovo znanje, se ne vlaga v njihov razvoj, po drugi strani so pa zahteve po računovodskem poročanju vsako leto težje. Vse več je nekega pritiska, verjetno je tudi del krivde potem na strani revizorja, kajti v preteklosti smo tudi revizorji naredili kar nekaj napak oziroma nismo pravočasno ali pa mogoče zadostno opozarjali na težave, s katerimi se naši klienti ukvarjajo. Se te kvalitete, standardi po kvaliteti višajo, spreminjajo se standardi. Tako smo v zadnjih 4-5 letih dobili popolnoma nov standard za prepoznavanje prihodkov, ki je sila kompleksen, vsebuje veliko enih ocen. Potem je prišel standard za prepoznavanje leasing pogodb, standard za računovodenje finančnih inštrumentov. Skratka, najbolj kompleksni standardi so se v zadnjih 4-5 letih vsi spremenili in dejansko revidiranci, ki niso dosti vlagali v svoj lastni kader, da so pravzaprav njihove strokovne službe imele možnost usvojiti ta znanja, tukaj imajo tukaj težave. In potem je zmotno pričakovati od revizorja, da bomo mi tisti, ki bomo reševali te težave. Torej, to sta dva zmotna razmišljanja, tako na strani pravzaprav, pa bom rekel, mogoče širše populacije znotraj naše vloge. Ne, žal je tako, posameznik se bo moral ustvariti svojo sliko oziroma svojo sodbo glede na revizorjevo poročilo, koliko lahko zaupa revidirancu in koliko ne. Na drugi strani pač družbe so same odgovorne oziroma poslovodstvo je odgovorno za pripravo računovodskih izkazov. Zdaj pa, če se vrnemo na tisto temo, ki se je ravnokar načel oziroma ki se je predhodno načel, vezano na fluktuacijo v reviziji. Ja, fluktuacija v reviziji je prisotna, ko sem jaz začenjal to profesionalno pot in je prisotna danes. Zdaj, verjetno je kar nekaj razloga poiskati tudi v tem, kar sem že prej omenil. Dejansko je potrebno res veliko nekega časa, nekega osebnega vložka, da prideš do neke faze v karierni poti biti revizor, da si lahko samostojen oziroma da si lahko tudi napram stranki transparenten in confident oziroma samozavesten, da veš, kaj je prav in kaj ne, ker ni vedno preprosto. Na drugi strani imaš stranko, ki se celo leto ukvarja z določeno transakcijo in potem si ti tisti, ki mora v roku enega tedna presoditi, to prav ali ne. In seveda, če ni prav, je ta diskusija oziroma komunikacija veliko bolj otežena kot takrat, ko se špila. In ta perioda, pravzaprav, da prideš do tega, je relativno dolga.
skozi to periodo, teh 3 do 5 let, je potrebno izredno veliko nekega izobraževanja. Tako je pravzaprav tudi jaz, ko sem začel z delom v reviziji, moj prvi naslednji korak je bil podiplomski študij ACCA, kar je bila potem naslednja odskočna deska, to je študij iz Glasgowa, 14 izpitov, izredno zahtevnih izpitov, ki ti da spet nek nov spekter, in to je znotraj Big Four družb kar nekako pričakovan standard, da opraviš ta študij oziroma ta podiplom, oziroma da opraviš oziroma da ga zaključiš, ta podiplomski študij v nekem zelo doglednem času 3 do 5 let. Potem je tukaj potrebno pridobiti lokalno licenco pooblaščenega revizorja. Sicer mi, ki smo zdaj so se zadeve majčkeno spremenile in zadeva še majčkeno bolj dolgotrajna, ki smo predhodno opravili ACC študij, smo dobili kar nekaj exemptionov, oziroma nekaj smo upravičenih opravljenih izpitov, vendar kljub temu smo morali še na Slovenskem inštitutu za revizijo opraviti dodatne izpite in to velja tudi danes. Skratka, ti študiji se kar nalagajo. Ob tem, da, kot sem že prej rekel, standardi se ves čas spreminjajo, zakonodaja se ves čas spreminja, skratka, to je nekako profesija, kjer se ves čas nadgrajuješ in dejansko nimaš časa za predih. Pa se bom vrnil pravzaprav zopet na začetek. Stvar posameznika, koliko je pripravljen investirati v ta dodatna znanja in več kot si pripravljen, bolj si uspešen v tem poklicu, oziroma obratno, če nisi pripravljen investirati, in pogosto so te investicije v tvoj prosti čas, to ni znotraj službenega časa, manj si pripravljen pač investirati, hitrejš na tem obupaš. Po drugi strani pa ja, poleg tega, da imam službo, ki jo izredno rad opravljam, sem tudi oče, in moj starejši sin je star 12 let in nekako, pravzaprav, če iščem neke ločnice med mojo in njegovo generacijo, jaz njemu zelo velikokrat rečem, da se mi zdijo kot neke vrste instant generacija. To je generacija, pravzaprav, ki je bila navajena, da vse dobijo v tem trenutku. Ker naenkrat ni več potrebno iti v knjižnico in vse informacije imaš pravzaprav 2 klika od sebe. Goveje župo, ko sem bil jaz majhen, se je kuhala 4 ure, 5 ur v nedeljo popoldne, zdaj goveje juha pravzaprav iz vrečke, ki je narejena v 10 minutah, a ne. In to opažam tudi v službi. Dejansko veliko kolegov pravzaprav, ki pride, so mogoče malo manj potrpežljivi v tem procesu nadgrajevanja svojega znanja in pa izkušenj v primerjavi z njihovimi pričakovanji. Oni se mi zdi, da kar prehitro mislijo, da so tam, pa naj gre to tako hitro. So pač še vedno ostajajo določene nezakonitosti, ki zahtevajo svoj čas. A pa misliš, da bo to znatno vplivalo, pa ne zdaj samo na revizijo, na splošno, na trg dela, da po teh nekih instantnih, se pravi hitro moramo mi doseči zdaj vse neke kljukice, recimo temu tako, a ne. Sam si zdaj omenil, nekaj smo omenili o ACCA-ju, pa mogoče se še vrnem prej, ko sva rekla, da je v bistvu na strani računovodij in pa finančnikov v podjetjih, a ne, tam se v bistvu to znanje razumevanja standardov pa tega v bistvu, ko vi pol preverite. Pa me zanima najprej v Sloveniji, kako smo mi v povprečju napram tujini, recimo naši računovodji, finančniki v družbah, ki jih pač revidirate, kako dobro razumejo stvari, ki si jih opisal, in pa potem seveda nekaj besed o tem, ko sem vprašal instantnosti, in pa potem imaš nekaj rekla o ACCA-ju. Hvala za vprašanje. Zdaj, mogoče za uvod bi dodal to, da revizija je za družbe, ki so srednje ali velike družbe, obvezna. Zdaj, ta obveznost ima svoj plus in pa svoj minus. Zato, da je družba obveznost, je zakonodajalec predvsem hotel zaščititi deležnike, ki mogoče, kljub temu, da lastnik bi ocenil, da ne potrebuje revizije, pa so kljub temu zelo močno vpeti v njegov poslovni proces in te informacije vplivajo na te deležnike, čeprav mogoče lastnik tega ne vidi. Kot so prej se pogovarjali o zaposlenih, pa so to dobavitelji. Tudi za dobavitelje je blazno pomembno, da ti veš, komu dobavljaš blago, do koga imaš ti določeno kreditno izpostavljenost in ali bo to plačano ali ne. Po drugi strani pa ta obveznost pomeni tudi, da če moraš ti imeti neko storitev, v kateri ti ne vidiš neke dodane vrednosti, potem to storitvijo pravzaprav poskušaš jo opraviti s čim manj napora, a ne?
In zdaj, če se mi da primerjava pravzaprav s tujino, bi jaz kliente razvrstil v dva področja. So klienti, ki blazno cenijo našo storitev, ki pravzaprav so ponosni, da dobijo revizorjevo mnenje na koncu in so pravzaprav skozi celoten proces revidiranja zelo aktivno vključeni. Naša naloga, prav paradoksalno, je to, da smo radovedni, da smo skeptični, da nič ne verjamemo, da sprašujemo. Po drugi strani pa, ko delamo potem letni assessment s klienti, kako so bili zadovoljni z našo storitvijo, lahko dobim, oziroma to mi je najbolj smešno, ko sem dobil očitek, letos ste pa toliko spraševali, letos pa niste nič verjeli. Pa sem mislil, pa se vidite pravzaprav, koliko ste poceni dobil storitve, glede na to, da smo porabili toliko več časa, kot ste prvenstveno mislili, ker ti dejansko to je bila naša naloga. In s takimi klienti res užitek delati. Se pravi, ko vidijo dodano vrednost v tvojem znanju, v tvojem prispevku. Potem imamo pa drugo skupino klientov, ki jim je pa revizija pravzaprav samo obveznost, ki jim nalaga Zakon o gospodarskih družbah in nič več. In pa konec leta strošek. In s takim klientom je pa zelo težko delati, kajti takšni klienti, običajno pravzaprav, pa sem spet vrnil tisto, kar se je prej pogovarjala, so zelo, na Gorenjskem imamo tak lušten izraz šparovni, oziroma varčujejo pravzaprav na vseh oddelkih, razen na svoji prodaji, pač prodaja je fokus, seveda prodaja je cash generating unit, oziroma je tisti, ki na koncu prinaša denar, vse ostalo jim je odveč. S takimi klienti je ful težko delati. In zdaj, če primerjam pravzaprav kliente, ki želijo imeti revizijo, ki vidijo doprinos v našem vložku in s katerimi res slušno delati, so popolnoma primerljive. Ne z vzhodnimi državami, ker mi delamo veliko international projektov, so primerljivi z zahodnimi državami. So pa klienti, ki se pa pravzaprav tudi, ko se pripravljaš na revizijo, ga oceniš, oziroma lahko celo podceniš pravzaprav svoj angažma, ravno ne zaradi kompleksnosti računovodskih izkazov, ampak zaradi tega, ker klient toliko ne pripravljen, oziroma zaradi klientove nepoznavanje. Tisti so pa za nas zelo nizki ravni. Tukaj je zelo težko vlečem kakšno enačnico, bolj mi je pravzaprav, kakšen je namen same revizije, oziroma kako plačnik revizijske storitve dojema naš angažma. To mi je ful všeč, ko si izpostavil zdaj tako prav na dva segmenta. Jaz upam, da teh prvih več, ki so v bistvu aktivno sodelujejo, oziroma jih veseli, so vpeti v to, da vidijo to potencial ne samo kot strošek, ki ga morajo praviti na letni bazi. Tista instantnost, ki sva rekla pri mladih, mogoče problematika, ki jo vidiš recimo zaradi te instantnosti, kaj se lahko zgodi, pa zdaj, ker si strokovnjak reviziji na revizijskem področju, da bo kaj v bistvu preveč mladih, oziroma ne bo to kot zaželjena neka zaposlitev, a bojo prehitro odnehali, oziroma kako ti to gledaš na to instantno pričakovanje za hitro doseganje nekih ciljev? Mene predvsem v tej instantnosti vidim neko skrb oziroma strah, da se mladi lahko zaradi tega prehitro odločijo, da jim je nekaj všeč ali pa ne všeč. Žal revizija, pa se mu vrnil na svoje področje, žal revizija pač ni kot neke vrste influencerstvo. Mi pač manj objavljamo na spletu, manj smo prisotni na spletu, čeprav si želimo deliti tudi mi dobre in pa uspešne zgodbe, ampak žal je tako, še vedno pravzaprav nekaj časa preživimo pri klientu, nekaj časa preživimo v pisarni, nekaj časa zdaj preživimo tudi v domu, skratka še vedno iščemo ta win kombinacijo dela izmed vseh treh lokacij. Nismo pa toliko vidni, pa toliko stvari se nam ne dogaja, kot pravzaprav pa bom rekel zdaj tej novi, zelo zanimivi službi influencerstvu. In me je strah, da marsikater od mladih ne da nam, pa bom rekel, starejši šoli ali pa starejšim poklicom možnosti, da ga spozna v celoti, da prehitro pravzaprav potegne neke zaključke, ja ali ne. So pravzaprav in revizija sigurno takšen poklic, ki zahteva svoj čas, da lahko sodaš ja ali ne, ob tem, da moraš narediti svojo domačo nalogo. In ta domača naloga je, da si pripravljen investirati svoj čas v pridobivanje znanj. Kajti tudi sami revizijski programi oziroma zbiranje revizijske dokumentacije je postal relativno zelo sofisticiran proces. Mi imamo izredno napredno tehnologijo. Tehnologija te dejansko pelje step 1, step 2, step 3, dejansko po korakih. In tudi tukaj vidim nevarnost te instantnosti v tem, da revizorji, zopet, če ne
investiraš svojega časa in ne investiraš pravzaprav v osnovno razumevanje, ker ti to tipa mitologija sama po sebi ne bo povedala, razen če ne boš prebral, zakaj oziroma kaj je namen prvega koraka, preden greš na drug korak. In če prehitro padeš v nek sistem, s tem upravim tick and tie, kljukanja, potem te lahko ta zadeva začne zelo hitro dolgočasiti te pa začne samo zaradi tega, ker dejansko ti ne razumeš, kaj kljukaš. In zopet, a si pripravljen prebrati, investirati in pravzaprav sebi dovoliti to, da zadevo raziščeš, ali se boš pač zadovoljil s tistim samo zaradi tega, da boš čim prej neko nalogo zaključil in da boš lahko po sezoni ali pa 2 rekel, vse naredil, zdaj pa vse znam. Ampak lahko zelo zmotno oziroma zelo hitro zmotne zaključke zaradi tega potegnemo. No. Tako da jaz bi res priporočal mlajšim, da malo ustavimo te konje, da ni potrebno, da se nam toliko mudi, da toliko nekih lepih stvari v tem trenutku danes za nas, da ni potrebno samo 3 korake naprej gledati in 3 pravzaprav iškati neko zadovoljstvo, predvsem pa mladi smo, spočite možgane imamo, pravzaprav in ta mladost se mi zdi, da ostaja toliko časa bomo te možgančke razgibavali, pa jih razvijali. Ko bomo padali v nek flow, ker se nič ne dogaja, ker pravzaprav ni potrebno v mindset nič investirati, se mi zdi, da smo pa začeli zelo hitro starati. Zdaj si v bistvu super eno iztočnico dal tehnologija, ne? To sem tudi mislil te malo vprašati. Iz vidika tehnološkega napredka vpliva tehnologije, moč vpliva tudi umetne inteligence. Kako bo to vplivalo ali že vpliva v bistvu na delo revizorja, na samo revizijo? A je mogoče tudi možnost, da se bi kdaj zgodilo, da bo recimo v tem primeru umetna inteligenca nadomestila recimo prav človeka, ki bo šel do klientov, pregledal vse izkaze v tem smislu? Super iztočnica. Tukaj lahko podelim, da pravzaprav PVC 2 trenda, ki jih v tem trenutku zaznavamo in na katerih tudi pravzaprav zelo intenzivno globalno delamo, je na eni strani sustainability oziroma trajnost, drugo je pa ravno ta umetna inteligenca oziroma koliko daleč bomo tej umetni inteligenci pustili, da nas bo zamenjala. Pa če se vrnemo na umetno inteligenco, jaz mislim, da umetna inteligenca je tukaj. Zdaj vprašanje je samo, koliko bomo odprli vrata in jih bomo dovolili. Zdaj vem, da se že razvijajo programi, ki bi močno olajšali oziroma skrajšali revizijske postopke v smislu, da se v program vnese glavna knjiga in program na podlagi svojih podatkov oziroma svoje umetne inteligence postavlja taske, ki bi jih na koncu nekdo mogel še opraviti. Tako da tukaj je, se mi zdi, neko novo poglavje, ki je nedvomno tu, je pa stvar na nas, da, oziroma potem tudi v nadaljevanju zakonodajalcev, da bo povedal, kako bomo odprli vrata. Revizija, na eni strani imamo pa revizorji to srečo, ko so se prej pogovarjali, sem omenil, da te standardi računovodskega poročanja postajajo vse bolj kompleksni in kompleksni. S kompleksnostjo mislim, da tudi to, da je v teh računovodskih izkazih skozi več nekih predpostavk, nekih ocen. In za oceno oziroma za presojanje subjektivnih predpostavk v teh ocenah, mislim, da bo vsaj v začetni fazi umetna inteligenca imela neke omejene možnosti in da tukaj bo še vedno na koncu človeški faktor tisti, ki bo presojal. In tako bi upal trditi, pravzaprav pri vseh kompleksnejših standardih so ocene prisotne in v vseh teh zadevah bo potreben še vedno človeški faktor, se bo pa to začelo zmanjševati. Je pa pravzaprav ta tehnološki preboj, če dovoliš, bi se še navezal pravzaprav na tehnološki preboj, prvi tak vidnejši tehnološki preboj, ki sem ga sam zaznal, je pravzaprav situacija korone. Ker ko je prišla korona, pred korono je bilo pač normalno, smo delali pri klientu 80% časa, pa mogoče v petkih smo se potem dobili kot revizijski tim v pisarni, ker smo skupaj zaključevali in v petek ob 8-9 zvečer smo zaključili, izdali revizor mnenje, smo šli na pivo in smo šli domov. Pač to je bil nekak tak rogotok. Zelo velik poudarek na tem timskem modelu, povezanosti, lojalnosti. Ko je prišel element korone, smo kar naenkrat ugotovili, da še vedno lahko v petkih zaključujemo, kljub temu smo bili cel teden prej doma.
Klient si je na to pripravil, klient nam je pravzaprav podatke nas je suportiral preko sistema in zadeve so funkcionirale, na kar smo pravzaprav leto kasneje začeli zaznavati, da smo začeli izgubljati en element lojalnosti oziroma pripadnosti ekipe. No, zdaj pač toliko let kasneje po sami koroni začnemo zaznavati neko drugo prednost. Zdaj, če smo za čas korone lahko sedeli doma pa opravili celotno delo, zakaj ne bi 5 let kasneje naredili isto, potem da sploh ni pomembno, a Damjan sedi v Ljubljani, pa Filip v Mariboru, a je Filip mogoče celo na Madžarskem, a je Filip mogoče celo v Makedoniji ali pa celo v Indiji. In kar naenkrat so ratale revizijske ekipe veliko bolj internacionalne, velikokrat je to povezano z ekspertizo posameznih kolegov, ki poznajo določeno področje bolj kot ostali oziroma so eksperti svojega področja. V zadnjem času, žal, je pa to tudi povezano s samimi stroški. Pa kakorkoli se obrneva, pa poskušala te politične teme prihraniti za neko drugo debato, ampak strošek dela v Sloveniji žal ni konkurenčen, posebej za ta del Evrope. Slovenska podjetja se vse bolj srečujejo z konkurenčnostjo, delajo na konkurenčnosti in na drugi strani stroškovni učinkovitosti. In ja, na eni strani imaš pritisk na ceno in ta pritisk pravzaprav potem iščeš oziroma menedžiraš s tem, da v revizijsko ekipo povabljaš tudi sodelavci, ki so stroškovno bolj učinkoviti, tehnologija ti pa to dopušča. In to smo zdaj v nekem zmesu artificial intelligence, cenejše delovne sile, ker nam to infrastruktura omogoča, pričakovanja naročnikov in zanimivo, pravzaprav neko zanimivo obdobje nas čaka. Vse to mi je ful všeč, da si, kakor sem te zdaj razumel, si napram tehnologiji nisi proti, ne vidiš nekih problematik mogoče, ki se strašijo z uporabo te stvari. Bi pa tudi eno mnenje, se pravi, po mojem se morajo zgoditi taki dogodki, mislim morajo. Želimo, da se ne, ampak ne samo v vašem segmentu, ampak načeloma v bistvu je ta čas korone res pospešil neke te procese pri vseh podjetjih iz vidika zaposlovanja, komuniciranja, timskega dela, lokacijske neodvisnosti, če dajmo temu tako reči. Pa mogoče zdaj vmes je omenil trajnost. Zdaj, mogoče najna glavna tematika, oziroma kaj sem jaz te sploh želel vprašati, je okvir ESG, direktiva CSRD, da bi najprej spet sam na splošno recimo, kaj je ESG na ravni Evrope, kaj v bistvu potem tudi Evropska unija z vidika z direktivo CSRD želela, da podjetja nekako morajo potem vključiti v svoje poročanje. Dajva začeti kar na začetku oziroma pri uvodu. Ja, CSRD je, pa bom začel, CSRD je tukaj pravzaprav. CSRD ni prišel včeraj, da sem na nekaj zmotnega prepričanja. O CSRD se je govorilo kar nekaj časa. In o CSRD smo mi tudi govorili z našimi strankami kar nekaj časa nazaj, pa priprave na CSRD, sploh zaradi same kompleksnosti, pa smo bili vsi prepričani, da ko bo prišel in smo mi tukaj zato, da bo prišel. Zdaj CSRD je tukaj, ostaja še veliko nekih vprašanj odprtih, še posebej na strani pripravljalcev prvih trajnostnih poročil, kajti CSRD je veliko bolj kompleksna zadeva oziroma veliko bolj zahtevna zadeva, kot je bila mogoče v začetku razumljena. Zdaj, kaj je Evropska komisija želela s to CSRD direktivo? V prvi fazi so oni s to direktivo želeli razširiti nabor podjetij, ki bodo zavezana poročanju po CSRD-ju. Po drugi strani so želeli zagotoviti primerljivost, skratka ne uporabljati, že prej so bila določena nefinančna poročila, so želeli pravzaprav zagotoviti primerljivost in da se ne bi ta trajnostna poročila uporabljala samo kot neke vrste poceni marketinški material, kjer razkrivaš samo in izključno tisto, kar si želel razkriti in na kar si še posebej ponosen. Po tretji strani je CSRD želel zagotoviti, da bodo ta poročila, ki bodo potem tudi javno objavljena, lahko preverljiva, skratka bo nekdo drug neodvisno lahko prišel, pogledal in na podlagi pogledanega izdal neko mnenje
In pa zadnji element je pa ta, da pravzaprav je CSRD oziroma Evropska komisija želela pospešiti razvoj in pa vlaganje in investiranje v ekološko naprednejša podjetja, v podjetja, ki poslujejo bolj trajnostno, ki imajo pravzaprav to vizijo trajnostnega poslovanja bolj razvito od ostalih. In osnovna ideja je, da skrajšam, ko bodo družbe, ki so trajnostno razvitejše, prišle na banko, bojo dobilo bistveno cenejše vire financiranja od družb, ki na to niso pripravljene. To je osnoven koncept, isto na strani zavarovanja in tako naprej, kajti te cenejše kredite bojo tudi subvencionirani potem strani Evropske komisije. To je bila osnovna ideja, ne? In kot sem rekel, sama ideja je dozorevala kar nekaj časa, veliko naših družb se na to začeli pripravljati, zdaj smo pa v letu 2025, ko za 31.12.2024 prve družbe že zapadajo v obvezno poročanje in smo prišli do tako imenovanega aha efekta. Aha, zdaj smo pa kle. Vse je bilo super, mi smo se o tem pogovarjali tudi v preteklosti, delamo na tem, v nekaterih primerih so imeli tudi že alocirano ekipo, zdaj pa, ko vstopa pravzaprav nekdo drug v to zgodbo, kajti na koncu bo on moral izdati svoje mnenje o tem, a je poročilo pripravljeno skladno z vsemi standardi ali ne, so se pa začele pojavljati vprašanja, koliko daleč smo, katere informacije so bile uporabljene in lahko potrdim, da družbe vsaj v kar nekaj primerih še niso tam, kjer bi v tem časovnem obdobju morale biti. Jaz sem zdaj nekje zasledil, oziroma ko sem si malo prebral, pa me lahko popraviš, če sem narobe zasledil. Se pravi, Evropska unija je dala, da nekje do 6. junija 2024 mora začeti države članice sprejemati, se pravi, direktivo in jo vključevati v svoj pravni red. Tako svoj pravni red. Zdaj nismo pol nikjer zasledil, v bistvu Slovenija, koliko daleč je z implementacijo zakona gospodarskih družb s to direktivo. In družbe, in pa tudi revizijske družbe delamo v smer, da tiste prve družbe, nekje 10 teh družb je, in to so družbe javnega interesa, ki imajo skupaj več kot 500 zaposlenih oziroma pripravljajo konsolidirane računovodske izkaze, kjer je vključenih več kot 500 ljudi, bojo morale prvo poročilo o trajnosti objaviti že za leto 2024. To, da družbe delajo na tem področju, tudi že intenzivno sodelujemo oziroma družbe sodelujejo z revizorji in sem prepričan, da do dneva, ko bi prva mnenja morala biti izdana, da bo ta zadeva tudi podprta v slovenskem pravnem redu. Pa zdaj moš tukaj vprašanje, prej sva rekla, da imamo tiste na tej strani, ko ful podpirajo oziroma radi sodelujejo aktivno pri reviziji, pa tiste, ki ne. Koliko je pa v bistvu na tej strani pri sprejemanju, se pravi, a družbe razumejo te, ki so zdaj teh 10 v javnem interesu, a ne? A jim je to tista še vedno kot samo, da bo kljukica, mi zdaj moramo se še pa s tem zraven ukvarjati, ne? Tako da že nimamo dosti s pripravo nekih konsolidiranih letnih poročil, oziroma kakšna je zdaj ta klima, recimo, če mi lahko iz prve roke poveš iz prakse. Ko smo se prvi začeli v družbah pogovarjati o poročilu o trajnosti oziroma sustainabilityju, so bili zelo pozitivni signali na trgu. To je pa res nekaj, kar družbe verjamejo, v kar je vredno investirati in na kar bojo pripravljene. Zopet smo prišli pravzaprav do elementa, ko je nekaj morati, ni več pravzaprav na osnovni bazi, ker naenkrat moraš to narediti, ne glede na to, a ti v tem trenutku to paše ali ne. Zdaj, če se postavimo na stališče gospodarstva, trajnost ni poceni. In pravzaprav vsi ti ukrepi, ki jih bojo z družbe začele oddelati oziroma upravljati vezano na trajnost, niso poceni. Vse to bo imelo določene finančne vplive. Po drugi strani se moramo pa zavedati še nekaj. Časovne komponente. Trenutno je Evropa v sila nekonkurenčnem položaju. Ravno danes sem prebral članek, kjer govori, da je gradbenih poslov v Sloveniji za 17% manj kot v primerljivem obdobju lani. Samo Slovaška ima teh gradbenih poslov še več kot Slovenija. Slovenski izvoz je sila vezan na slovensko gospodarstvo je sila vezan na izvoz, vezano na avtomobilsko industrijo. Vemo, kakšne kondicije je evropska avtomobilska industrija. S težavo lovi konkurenčnost
če smo sploh še konkurenčni. No? In to lahko potrdim, da se pravzaprav zelo izrazito že pokaže tudi pri naših naročnikih. Po drugi strani je pa Evropa prispeva, mislim, da med 6 in 8% toplogrednih plinov na globalu. A ne? In tako drastično spremembo, kot smo si jo mi, pa ambiciozno, pa tukaj bi res želel biti pozitiven, super zadeva, še posebej, če imaš otroke in če gledaš te spremembe, ki se dogajajo, tudi z vremenom, oziroma ti enkratni pojavov in bi želel otrokom pravzaprav še nekaj zapustiti. O tem smo se začeli pogovarjati prepozno, ampak a je res zdaj tista pravi čas, pač mogo vsak zase premisliti. Vem, da ima Evropa težave, vem, da ta trajnost pomeni izrazito veliko stroškov, na drugi strani je pa pravzaprav, kot sem rekel, 6 do 8% v Evropi, vse ostalo glavnina, pravzaprav neka najbogatejša država na svetu, Amerika, prispeva bistveno več, pa pravzaprav opazuje, kako se bo Evropa odzvala. Ne? Tukaj ta časovna komponenta, ki jo je treba upoštevati, in verjamem, da marsikateremu podjetju v tem trenutku res ni pravi čas. Čeprav, se pravi, ko so bile prve iniciative o tem, so bile to sila pozitivne informacije, oziroma so bili tudi sila pozitivni vibi na trgu zaznanih, da se premikamo v pravo smer. Je pa res, da trenutno ta časovna komponenta je pa zahtevna in še enkrat trajnost, to pomeni vpliv na finančne položaje, vpliv na zadolženost, vpliv na stroškovni del in z vidika konkurenčnosti je ta časovna komponenta sila pomembna. Na drugi strani je pa zopet stvar uporabnikov tega trajnostnega poročila oziroma nas deležnikov, ki ga bomo brali. Ne. Bom dal za primerjavo Nizozemska. Na Nizozemskem pravzaprav ta trajnostna poročila oziroma sustainability reporte pripravljajo že dolga leta. In njihovi deležniki oziroma njihova zainteresirana javnost daje tem poročilom bistveno višji poudarek, bistveno višjo težo kot računovodskim izkazom oziroma letnim poročilom. Njim je veliko bolj pomemben, koliko je podjetje zeleno, koliko se orientira v zeleno prihodnost, koliko investira v ta program kot trenutni finančni položaj. In to je tudi veliko bolj suportirano oziroma podprto strani investitorjev. Tako da zato moramo tudi mi kot uporabniki oziroma deležniki dozoreti, da bomo to informacijo znali tudi ceniti. Da ne bomo pravzaprav, da bodo podjetja vedela, zakaj je vredno investirati in da to mi kot končni kupci oziroma uporabniki teh poročil znamo tudi ceniti. Če mi namo dali te pozitivne informacije nazaj gospodarstvu, da cenimo te njihove napore, cenimo te njihove stroške, pol me je strah, da bo to sporočilo izvenelo. Ja, bi se kar strinjal. No, sicer pa se tudi verjetno, tako se zdaj mislim, moje mnenje, da podjetja, ki v bistvu investirajo toliko na trajnost, probajte zelene, tudi posledično ne more biti finančni rezultati slabi, ker v bistvu je to ena izmed verjetno investicij, ki bi rekel, da je pol v bistvu proti koncu. No. Če se ne motim, ne vem, kaj ti meniš. Zdaj se pravičujem, nisem čisto dobro razumel. V bistvu, da posledično, zdaj, če govorimo omenil si Nizozemsko, ne, imamo, da podjetja že nekaj časa uporabljajo to trajnostna poročanja in da se ne toliko v bistvu orientirajo na finančne izkaze, pa sem hotel reči, da v bistvu neka verjetno korelacija, da če so podjetja toliko trajnostno že v bistvu zaveščena, temeljijo, investirajo, to potem tudi finančna slika ne more biti tako slaba, ni povezave. Prej se te dve zadeve ujameta, sta zopet vzporedni, ampak so pa tisti začetni koraki, s katerimi se zdaj trenutno srečujejo slovenske družbe, ki bojo prvič pripravljali ta poročila, so potrebni finančni vložki, je pa, se pravi, tukaj res pomembno oziroma predkorak, preden se sploh začnejo slovenska podjetja s tem ukvarjati, oziroma tukaj, če damo neki poudarek oziroma rdečo nit, je to, da poslovodstvo oziroma tisti, ki so odgovorni za pripravo teh poročil, da dvignejo ta zavedanje, da s tem delajo nekaj dobrega. Da je to pravzaprav res na začetku investicija, ki se bo prej ali slej povrnila. Je samo vprašanje, koliko draga bo ta investicija in a jo bojo dejansko vsa ta podjetja, ker so del tega, zmogla. Po drugi strani se pa zopet žogica nam vrne, tako se prej pogovarja, nam deležnikom. Mi bomo na koncu tisti, ki bomo presojali posamezno družbo,
bomo ali ne, tudi skozi trajnostna poročila in s kom mi kot končni kupac želimo sodelovati. Koliko nam to pomeni, ne? A pa mogoče vidiš kot neko spodbudo oziroma da se pride do tega, da to zavestijo odgovorni v družbah, mogoče s strani kakih iniciativ, izobraževanj, kako se v bistvu lahko stimulira, da ne bo več zdaj to sam kljukica ali pa ojoj, moramo še zdaj ta finančna sredstva nameniti pa v to smer, ampak da bo mogoče, jaz razumem ta koncept, dajmo, ni problem, želimo biti boljši. Zdaj, če se zopet malo vrnemo na politiko, a ne, zdaj v Ameriki imamo novega predsednika, a ne, in dejansko on še danes, nov ameriški predsednik, ki pač roko na srcu je pač najpomembnejša figura, še danes ne verjame v okoljske spremembe, a ne. In ne vem, a se njega še da prepričati ob tem, da ima blazno veliko moč. Jaz mislim, da zdaj, če se vrnemo na lokalno okolje, o tem se moramo pogovarjati, na to moramo biti ponosni, da smo del tega in tudi mi, kot končni potrošniki oziroma uporabniki poročil, moramo dati nek signal nazaj pripravljalcem poročil, da to, kar delajo, da delajo prav. In še enkrat, ko so bile prve informacije, da bo potrebno, mislim, da o sprejemanju CSRD direktive, so bili sila pozitivni signali tudi strani slovenskih menedžerjev. To je tista stvar, ki nas bo naredila konkurenčno, to je spet neka priložnost. Ja, dejansko svet se spreminja, dajmo narediti nekaj v pozitivno smer. Zdaj, aj pravi čas ali ne, tem sva se prej pogovarjala, ampak moramo se o tem pogovarjati in dejansko moramo to tudi končni potrošniki vzeti za nekaj dobrega in družbam vračati skozi to, da cenimo ta njihov doprinos skozi to. In jaz mislim, da se bo za veliko večino teh klientov pravzaprav pa zgodba odvila v pozitivno smer. Zdaj, prej smo že omenili malo ACCA, pa smo malo zašla na drugo tematiko. Pa vse me zanima, da mi poveš, kako je to, kako se do tega pride, zakaj je to res ključno za delo revizorja, kaj se skupaj to potegne, rekel si 14 izpitov, malo o tem, no. Joj, zdaj bi eno osebno anekdoto podelil, če lahko. Skratka, jaz sem bil še v tisti generaciji, pravzaprav, ko nas je bilo, ko sem bil sprejet v prvo službo oziroma ko sem dobil možnost biti revizor, nas je bilo izmed več kot 100 kandidatov, smo bili izbrani 3. In sem že mislil, wow, super, službo sem dobil, pravzaprav še celo toliko smo bili skromni, jaz sem bil toliko sila ponosen, prvi dan, ko sem prišel v službo, sem dobil laptop za domov pa vizitke. Mislim, meni se je svet odprl. Mislim, ta mindset, koliko smo bili, mislim, pač na nek drug način skromni, no. No, in hmalo po tistem, ko se je pač meni začela neka nova slika odvijati v glavi, je prišel pa še tisti moj aha moment oziroma drug del zgodbe. Ja, sam, da ti bo pa pogodba oziroma da ti bo pa pogodba veljala tudi po poizkusni dobi, boš pa mogel najprej opraviti 2 ali so bili celo 3 ACCA izpiti. Jaz takrat za ACCA tudi vedel nisem. Pa jaz, kaj pa je to ACCA? Ja, pa ACCA je pač študij, ki zelo dobro suportira delo v reviziji. Glavna prednost mogoče samo to ACCA je to, da ACCA ni samo računovodsko usmerjen študij, ampak dejansko pokriva in področje revizije, računovodstva, vrednotenja oziroma finančnih transakcij, IT, pravni del, skratka, cel nabor nekih zanimivih tem. Ja, in takrat je bilo pravzaprav, da moram pač tiste 3 izpite narediti, seveda, če želim, da se meni poizkusna doba prelevi potem v redno delovno razmerje, ne. In jaz se toliko spomnim, in pa smo imeli pač, sem rekel, nimam kaj, moram zagristi v to jabolko, in pa smo imeli neko organizirano izobraževanje in se spomnim po prvem dnevu, to je bilo od zjutraj 7 do zvečer 7, se peljem domov in kličem svojega bivšega šefa. Sem ga vprašal, če jaz lahko nazaj pridem, a ne, da je to pa tako, pa prav šef, ja, zakaj pa bi prišel nazaj? Sem rekel, veš, Matej, meni pa tole ne uspelo, to je pa, mi smo se konec prvega dneva smo se pogovarjali nekih prepayment, accruals, kar nekaj razmejuje, sem rekel, jaz mislim, res ne morem. Je rekel, Matej, je rekel, veš, jaz sem prepričan, da ti bo uspel, če ti pa slučajno ne uspel, pa seveda lahko prideš nazaj kadarkoli, ne, in takrat mi je ful pač padel kamen od srca in ja, sem naredil vse 3 izpite. No, potem, ampak to so bili 3 od 14. No, potem v nadaljevanju
ko sem študiral ta ACCA, 5 let je trajal. Jaz se tokrat spomnim popoldan, pa čez vikend, ko so kolegi hodili se lepo imeti, pa so se zabavali, pa sem dobival slik takrat, če nisem dobival, ker še ni bilo mobilnih, ali pa so bili zelo omejeni. Skratka, ko sem dobival post festum pozdrave, jaz sem pa doma študiral, se tokrat vprašal, pa zakaj tega meni treba? Pa kaj, mislim, res takrat v tistem trenutku nisem razumel risk and rewards analize. Po drugi strani sem bil pa toliko trmast in sem rekel, v nekem obdobju sem rekel, shit, če sem 7 izpitov naredil in zdaj, da to vse stran vržem, ja pa ne bom. Bom še tistih 7 zgrizel do konca in mi samo ta gorenjska trma, pravzaprav pripomogla, da sem zadevo speljal do konca. Potem se pa spomnim, da ta zadnjič pri enem klientu v Mariboru sem bil, ta zadnji 2 sem izpite odpisal. In takrat v mojem času smo, mislim, da skoraj 3 mesece čakali na rezultate. In sem dobil za ta 2 izpita pozitiven rezultat, ki bo to en izmed najboljših feelingov v lifeu. To je tisto, veš, res dejansko nič ti ni bilo prišparanega, no. Res, tam pa, ali si znal ali pa nisi znal. Tam tja nisi mogel iti probat. Tudi dejansko, ko si prišel na test trajajo 3 ure pa pol, vsak test traja 3 ure pa pol. In če si po 15 minutah ugotovil, da ne znaš, si mogel sedeti 3 ure pa pol in gledati v luft, ne. Ja, in je bil tisti moment, ko sem uspešno zaključil ta zadnji izpit, res toliko dober. In to anekdoto pravzaprav s takim veseljem pravzaprav podelim vsem mlajšim kolegom, s poudarkom, da dejansko ti res da močno osnovo. Ker ti študij dejansko tudi nekako narejen oziroma zelo, zelo dobro suportira tudi tvoj progres oziroma napredovanje znotraj teh Big Four družb. Tudi Big Fouri so zelo močni sponzorji tega študija in dejansko vsak level, ko greš, tudi študij je 3-nivojski, najprej taka zelo začetna faza, bi rekel primerljiva pri nas z nekim začetnim fakultetniškim delom, oziroma v revizijskih družbah bi rekel, pravzaprav to so tiste delovne naloge, ki jih nekako opravljaš na začetku. Potem, ko si nekako promoviran na nivoju menedžerja, potem ta srednji oziroma professional del in pa ta zadnji biznis del, ki je pa potem res že zelo specialen, ne. Ja, se pravim, to je ta moj key message po tem mlajšim kolegom, da je res vredna investicija. In tudi, če ne ostaneš znotraj tega sistema Big Four, to je titula, ki ti ostane, ki jo ne izgubiš, razen seveda, če narediš fundamentne strokovne napake in ti jo vzame, ampak jaz takih caseov ne poznam in res ti da dobro osnovo. No, tako da to je bil en tak, zdaj gledam post festum, en izmed boljših trenutkov, da sem imel to močno gorenjsko trmo. Ja. Nisem obupal. Se sem jih mislil reči, da sem malo pohecala, da tukaj se je pa res ta gorenjska trma očitno izplačala. Absolutno se je, res se je. Všeč mi je, ko si povedal s takimi iskricami v očeh. Pa tudi na začetku sem že opazil, da smo v bistvu enako Modra barva, ne, podobno pozitivna. oblekla. Pa mogoče zdaj še ena zaključna misel za konec najinega pogovora. Ključna misel ali pa v bistvu recimo en tak nasvet mladim, ki se podajajo zdaj mogoče v revizijo ali pa ki so že v reviziji. Kaj bi jim rekel? Upajte si. Lagal bi, če bi rekel pravzaprav, da je pot lahka, ni, ampak upajte si stopiti v to knjižnico, ker znanje je res izredno veliko, skoraj da ni case, da ga, če ga nismo delali lokalno, smo ga delali regijsko. Dovolite si postrežiti s tem znanjem oziroma dovolite si biti radovedni. In ja, uživajte ta dan pravzaprav. Ne misliti, da v tistem dnevu smo se vse naučili, pač ta dan je samo eden izmed tistih dni, ki nas pelje do končnega rezultata, da imaš pravzaprav po nekem času občutek, da zdaj pa že približno vem, kaj delam in zakaj tako delamo, ne. Tako da bodite radovedni, sprašujte in ja, pustite možgančkom, da delajo. To je pravzaprav, to je tisto, kar nas pravzaprav lahko tudi v končni fazi ločuje, ne. Dejansko ves čas smo v pogonu, ves čas imamo nekaj novega in to nas dela mlade. Ja, Damjan, ful dobra misel za zaključek. Še enkrat ti ful hvala, ker si prišel danes z mano na pogovor. Z veseljem.